V začetku letošnjega januarja, po sestanku, ki ga je sklicala Kmetijsko-gozdarska zbornica, je bil Juršinič prepričan, da se bo nekaj premaknilo, saj so med drugim sklenili, da je treba do konca marca pripraviti predlog zaščite pred divjadjo. Zdaj bi mogli to vedeti, da pripravimo gerke, po gerki da izračune pastirov in to je cel kup cele procedure. Juršinič bi namreč za zaščito svojih njiv potreboval več ustreznih električnih pastirjev. Če hočem zaščititi koruzo, v tem letu pa žitarice, ki bomo zdaj posejal, na spomlad, rabim 9 pastirov. S tem, da moramo ločiti pastirje za divje prašiče in pastirje za srnjad jelenjad. Sicer pa Juršinič še ni razrešil spora z viniško lovsko družino, ki mu ni izplačala škode za leto 2010. Na januarskem sestanku lovcev ni bilo, zato so se na predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice dogovorili, da LD Vinica in jaz kot oškodovanec se sesedemo in najdemo nek dogovor, ker največ problematični so ti pastiri, ki so bili nam ponujeni nekvalitetni, zato ga nisem vzel. Vendar do pobota ni prišlo, saj se od januarskega sestanka ni nič zgodilo in noben od 6 takrat sprejetih sklepov ni bil uresničen, pravi Juršinič. Direktor zbornice Igor Hrovatič pravi, da se težko vmešavajo v postopek, dokler ta na sodišču ni končan. Bodo pa njihove strokovne službe pripravile program zaščite površin pred divjimi prašiči. In pa seveda ne glede, ali bo ta interes prišel strani lovske družine ali kmetov, pač pripravili tak program in take tehnične karakteristike opreme, ki bodo lahko zadrževale divjad, ki bo iz gozda pritiskala na kmetijske površine. Juršinič upa, da so v zbornici doumeli, da potrebujejo kmetje za zaščito svojega posevka kakovostne in strokovne električne pastirje in ne takšne, kakršne so mu ponujali viniški lovci.